kako jaz to gor pridem. Hello. Dajte mi v komentar napisati, če bi vi jeli na takem placu ali ne bi. Tole je pa čas molitve. Dajte, koliko ljudi se zbere. Jaz sem na letališču v Trevisu. Čakam let za Aman. Še dobre pol urce pa gremo novim dogodivščinam naproti. Malo sem zmatran, malo manj sem spal, ampak se veselim vsega, kar me čaka. Tole je naše letalo, ki nas bo odpeljalo v Aman, Jordanija. Imamo 3-4 urce leta, tako da tole da hiter mine, pa da smo tam, pa bom vesel. Evo, končno prispelo Aman, tamle zadej prtlago rihtajo in sem že videl svoj kovček, tako da sem ful zadovoljen, da je prišel, tako da zdaj pa sam še en užitek. Zdaj se tle še malo lovimo z rentakarjem, iščemo človeka, pa denar bi zmenali, pa SIM kartice bi kupili, pa so vse cene majčkeno pretirane. Tole je naš avto, ful hud zgleda, Kia. Zdaj le majčkeno moramo pogledati, če ima kakšne napakice, problem je, kaj že tema, tako da upam, da nas ne bojo kaj nasrali. Tako da so majčkeno pomagali z lučkam od mobitela, pa tako naprej, pa bomo rešili. Ko smo malo bolj avto pogledali, ni niti približno tako lepo ohranjen, kot smo mislili, ful opraskan, kar je normalno, ker to je rentakar, se veste, ljudje ne znajo voziti, pa malo obdrgnejo, ampak bo super. Tole je naš hotelček v Amanu, tole je sicer zunaj, tole je pa soba, preprosta dvoposteljna soba, pač, lejte, jaz sem čišči zadovoljen, to je neki tak moj standard in če dobim tako sobo, sem čisto zadovoljen. WC, kopalnica, mogoče bi bilo lahko za kakšen kvadratni meter več, ampak popolnoma se ne bom pritoževal, jaz sem čisto zadovoljen. Takole je pa videti jedilnica, to imamo zjutraj tukaj zajtrk, tamle zadaj šefe, to je zgleda samo postrežna, tamle recepcija, ful so vsi prijazni, tako da ful dober občutek za enkrat. Tole je pa od zunaj naš hotel, na ulici, gučva ful z avtomobili, no mi gremo pa zdaj tukaj v center, da vidimo, kako zgleda Aman. Evo, tale majster mi je zrihtal internet. Jordan, very good. Welcome to Jordan. Thank you, goodbye. Evo, to je street food. Bomo probali, tole 2 palčke stane €1,50. Tle majster ti še malo pogreje, samo jaz nisem čisto prepričan, če še krog dobiš. Evo, tole bo pa majster zame naredil. Jaz sem najprej videl, kako je sopotnik naročil. Zdaj, ko sem pa videl, kako je, sem rekel, bom pa še jaz. To ni zame, da ne o tem mislili. Dobro pa gleda. Moje se še tamle greje od zadaj. Pa bo to majster dal, ne vem, neke začimbe. Dajte mi v komentar napisati, če bi vi jeli na takem placu ali ne bi. Evo, to je pa zdaj moje dokončuje. لا لا بسكر بداية يعني شي 3 ساعة. Evo, takole tole zgleda in stane pa €1,40.
Da vam malo pokažem, kakšen je utrip večerni v Amanu. Ljudi veliko. To smo zdaj pa v enem lokalčku, kjer prodajajo sladice. Pojma nimam, kaj je to. Se mi pa zdi, da sem nekaj podobnega jedel v Turčiji. Gužva, kar vidite. Zdaj imajo še degustacijo, tako da sem tole zastojn nubil in je ful dober. Vejte, tukaj lahko kupaš vodo za 35 centov. In vidite, koliko so ljudje pošteni, tukaj sploh noben nič ne pobira, samo tukaj le denar daš in to je to. In vzameš vodo. Dobro jutro iz Amana. Evo, da vam pokažem še naš hotel Podnev. Takole izgleda ta naša ulica. Tle dol je pol center. Mi gremo pa zdaj tlele gor na eno utrdbo, trdnjavo, grad, citadelo, kjer je menda najvišja točka Amana. Bomo videli, gremo pogledat. Tole, kar vidite, je amanska citadela. To je eden od 7 gričev, ki sestavljajo Aman. In tukaj so ostanki raznih civilizacij. Tukaj so bili Asirci, Babilonci, Grki. Tamle vidite, piše Filadelfija. Grki so imenovali ta kraj Filadelfija. To je eno najdlje naseljenih mest v zgodovini človeštva. Je zelo lepo, verjamem, da tamle naprej nas čakajo še lepe stvari za videti, tako da se kar sprehodimo. Tole so ostanki Herkulovega templja. Gradili so ga od leta 161 do 166. Herkul je mitološki junak iz grške in rimske zgodovine. Še ta Herkulesov tempelj iz druge strani, tukaj je še lepš. Tukaj so eni stari ostanki, kjer se ljudje slikajo. Mi se bomo pa zdaj do gor sprehodili, ki je tudi zanimivo videti. Jaz občudujem takele stare stavbe, skoraj 2000 let staro. Meni je to fantastično, no? Mogoče za nekoga sam kamen, meni je pa tole ful zanimivo vse gledati, raziskovati. Vsak kotiček pogledam, ful je meni tole dober, no? Pa tudi kraj je neverjeten, tako da meni je tole zelo všeč. Ful dober občutek je tukaj sedeti na skoraj 2000 let starih ruševinah. Pa malo gledati okoli, tukaj vse okolje Aman. Na oni stran novi del, na tukaj stari. Res en tak dober občutek. Jaz bi tukaj lahko kar sedel ure in ure. Sicer pol kaj drugega ne vidiš, ne? Ampak res ful je dober, tako da evo šele prvi dan v bistvu v Jordaniji, pa se ful že dobro začelo, tako da ful čakam nadaljevanje, kjer nas čakajo še bolj zanimive stvari, tako da naročite se na moj YouTube kanal, ker bo veliko zanimivih videjev, pa tudi sledite me na Instagramu, tam pa ful dobre slikce objavljam, tako da pejte jih pogledati, malo polajkajte, kaj pokomentirajte, bom zelo vesel. Sem hotel narediti kakšno slikco tega, le? Pa ne gre, ker se ljudje non-stop slikajo. Je skozi polno, tudi na splošno tukaj le zelo veliko ljudi, kakor vidite. Kar mogoče malo preveč, ampak se ne bomo pritoževali. Tole je pa arheološki muzej, upam, da bojo pustili noter snemati. Še vedno smo v citadeli, tako da to je v sklopu. Kakor veste, nisem najbolj oseba za muzeje,
Zato se bom tole na hiter sprehodu malo pogledal, se ne bom rekel, da ni zanimivo. Verjetno bi bilo zanimivo tudi vse tole, kar tukaj piše, prebrati, ampak preprosto za vse ni cajta, tako da jaz se bom raj malo zunaj posvetil vsem, da kakšno dobro fotko naredim, pa tako naprej. Drugače pa no, če si že tukaj, zagotovo vredno ogleda. Tole je palača, ki je bila zgrajena v 6. in 7. stoletju. Je bolj bizantinske arhitekture. Vrata naj bi bila v obliki pravoslavnega, se pravi grškega križa, ampak jaz to nisem videl. No, drugače pa noter takole videti. Zanimiva zadeva. Aha, tukaj je pa na drugi strani izhod. Gremo zdaj pa še sem pogledati. Wow, tukaj pa tudi lepo za videti. No, jaz se bom kele do roba sprehodil, da vidim, kakšen je razgled na mesto. Po mojem je super, ker iz te strani smo mi prišli. Tako da se sprehodim do Kepa, vam pokažem. Kakor sem pričakoval, je tukaj kar zanimiv razgled. Evo, več vam ne morem pokazati, ker pol tam je sonce, pa je ful slaba slika. Tamle zadaj izgleda je bil novi del Amana. To je prva stvar v Amanu, ki jo vidimo, tako da niti še nimam orientacije, niti nič, tako da danes konc dneva bom pa veliko več vedel, poznal, kje točno smo in tako naprej. No, po takamle se jaz zelo rad sprehajam. Pa še tak lep sonček je, čist pomladno. No, se je bilo tudi pri nas v Sloveniji, zdaj bom rekel, zadnje dni kar pomlad. Ampak tukaj čez dan pride do 25 stopinj ali pa celo še več. Tako da zelo, zelo prijetno. Že zjutraj je bilo prijetno toplo, no. Sej, bom rekel, glih prav, ne. Mogoče bo čez dan celo preveč toplo. Ja, glejte, to lahko malo gor splezaš. Super je meni to, super, super. Tole, kar vidite na sredini ekrana, je pa naš hotel, v katerem smo nastanjeni. Dobra lokacija, hotel pa, kakor ste videli, zame čist dober. Cena pa okoli 20 evrov na noč z zajtrkom. Tole so ostanki bizantinske cerkvice iz 6. stoletja. Zdaj, no, tukaj, če greš, vidiš, da je to bila cerkev, ki je tamle na koncu zaključena. Drugače človek ne bi ugotovil, da je to bila cerkev enkrat. Naš naslednji cilj je pa ogled tistega amfiteatra, tamle, ki ga vidite dol na sredino ekrana. No, tukaj pa še ena panoramska, kako je tukaj videti. Meni je fantastično. Tole je amfiteater v Amanu. Zgradili so ga v 2. stoletju našega štetja. Veličastna zadeva, rekel iz vidika gradbeništva. 6000 ljudi sprejme, tukaj so imeli gladiatorske borbe, tudi malo gledališča pa te zadeve. Glejte, jaz grem pa zdaj gor na vrh, da vidim, če bom prišel gor, pa koliko bom zadihan. Tlele gor bom šel jaz, ker ni nobenega, glejte, tam po on strani je ful gužva, tako da tlele pa da vidimo, kako jaz to gor pridem.
Moram dol v štenge gledati. Kje pa zdaj? Zdaj pa, tle so štenge, evo. Tle pa niso ograje imeli. Tu ni čisto po predpisih. Evo. Nice to meet you. Hello. Hello. How are you? I'm fine. How are you? Od tukaj gor je pa še bolj veličastno kot od spodaj. Glejte, kako je to strmo. Ko sem šel gor, nisem v tega občutka. In glejte, kako je to veliko. Neverjetno. Tukaj pri amfiteatru je še ena stavba. Ta trenutek še ne vem, kaj je. Od gor sem videl, se mi zdi, da je en tak manjši amfiteatrček. Gremo noter, pa bomo videli. Pa da tale na vhodu ne bo slabe vole, ko snemam. Hello. Aha. Tako, kot sem predvideval. En mini amfiteater. Kje si se pa ti najdu, bogi mucek? Ja, reveš, nimam nič, da bi ti dal. Pa tako si lep. Bogi si. Tole, ki vidite, je bilo v 2. stoletju našega štetja javno kopališče. Jaz tole snemam izza ograje, je zaprto. Glejte, tukaj imate pa sliko, kako je to včasih izgledalo. Tako da za zdaj bi bilo super. Zdaj se bomo pa sprehodili po eni tržnici. Sicer to je manjša tržnica, ki ima sam sadje pa zelenjavo. Bomo pa potem šli tudi še na kakšno večjo, no lejte tukaj le začimbe, lejte kaj vse to imajo. To je, v tem arabskem svetu imaš tega, kakor češ. No, tole so oreščki, tole tukaj, ki vidite, najbrž začimbe. Evo, vse živo sadje, tamle nekaj delajo. Tamle mi je rev redkvice, lejte. Tamle mi je dal uni trgovini za čimbam, mi je dal mačken čilija za probat, sem ga probal, me zdaj ful vse peče. Sem pa zdaj žal ugotovil, da imam obe dve prazne baterije na GoProju, ne vem, kako se mi to lahko naredilo, tako da moram zdaj dati pa tole vse polniti, da se mi napolne, da bom vsaj te glavne stvari lahko snemal. Saj pravim, ne morem pa verjeti, kako sem lahko tako neumen bil. Tole je pa čas molitve. Vejte, koliko ljudi se zbere pa molijo. Oziroma bi človek rekel, da je neka prireditev, ki šlište en govori. Glejte, tu so kar cesto zaprli in molijo. Lepo so prinesli s seboj ali preproge, ali pa kar kartonaste škatle in potem molijo. Tole naj bi bila pa najstarejša stavba oziroma stanovanje v centru in gremo noter pogledati. Tole pa naj bi bila hiša oziroma stanovanje, v kateri je vse točno tako, kot je bilo pred več kot 100 leti. To je v centru Amana in ljudje kar pohvalijo, zato smo šli še mi pogledati. In moram reči, da se je splačalo. Tudi vstopnine nimajo, oziroma gre vstopnina preko Jordan pasa, ki ga imamo. Bom o tem, da je kasneje malo več povedal. Ni še to vse. Tukaj je še ena velika soba, mogoče bi rekel dnevna, delovna soba. Glejte, telefon je sigurno star 100 let, da še kakšen let več.
Ne vem sicer, kdo je tukaj živel. Zdaj pa tamle vam še pokažem balkon. Evo, takole so imeli pa balkonček in so lepo gledali na ulico. Evo, takole se gre čez cesto. Tole sem je malo smil. To je neka tržnica, kar grozno za videti. No, tole imam rajš takale zadeve, ki ni živali. Evo, neke vrste tržnica. Street food. Nekaj tazga smo včeraj jeli. Evo, tle še eden. Evo, majster pokazal vse, kako to gre. Šla sva jest v eno restauracijo. Men se v Jordini so, okej? Jaz sem burger naročil in ne vem, zakaj sem 2 dobil, tako da je orang porcija. Sva pa ful na lepi lokaciji, tlele gledava ta amfiteater. No, takole pa aman zgleda. Počas se je že dela noč in jaz sem šel še enkrat ta amfiteater pogledat. Sem rekel, če bo kaj drugačne slikce, ko zdale malo kasneje, ki je sonce druge, ki še kakšne luči bojo vžgal in vidim tale ful ljudi. Prej tega ni bilo, tako da je zdaj čist drugače vse skupaj. No, tako da zdaj se še noč sprehodim, če me bojo pustili, ker sem že koristil tisti Jordan pas, ampak ne gledajo veliko, tako da po mojem, da bom sam noter šel, pa ne bo noben problem. Sem prišel noter, malo sem jih nadmudril. Sem mogel pokazati Jordan pas, samo ga ni nič pogledal, tako da ni videl, da imam že štemplanga, pa ni ga skeniral, drugače bi mu pokazalo, da sem ga že koristil. Je pa tle, kogar ste prej v videu videli, ful več ljudi zdaj, ful so domačini navalili, tako da mi ni žal, da sem šel še enkrat, ker tole je res fantastičen kraj. Grem pa gor, pa mečkam se usedem. Evo, še kratek posnetek zdaj, ki je tole osvetljeno. Ni ravno najbolj osvetljeno. Se mogoče najboljš ne vidi. No, iz tukajle se še najbolj vse skupaj vidi. Zdaj so tole zaprli, je čist prazno. Je kar lepo osvetljeno. Drugače pa tukaj zunaj pa, kakor vidite, zelo veliko ljudi. Sicer zdaj, ko bomo šli pa tjale gor na ulico, jih bo pa še bistveno več. Saj včeraj je bilo tako, no, bomo videli, kaj bo danes. Evo, tle sem eno koruzo prvoščil, mi pa še nekaj brez mesnega. Zdaj sem pa tukaj prvoščil še naraven sok za telih granatnih jabolk. Gremo okoli, da majstra posnamem, upam, da ne bo hud. Da vam pokažem, kako dela. Evo, takole. Evo, in granatna jabolka so super. Dajte, vrhunsko, tako da tole bo super, že vidim. Tale zadeva je odlična, vam povem. Mal grenka, ampak po mojem eno samo zdravje. Jaz se zdaj nahajam v tukajle, ki imamo zajtrk v hotelu. Današnji dan se končuje, tako da tole je verjetno zadnje javljanje iz Amana. Jutri se odpravimo naprej in se tega ful veselim, čeprav je v Amanu bilo super in tudi tle prvi vtisi od Jordanije so super, ampak jaz mislim, da bo v prihodnosti še boljš. Namreč
čaka nas puščava, Mrtvo morje, Petra. To so take fantastične zadeve, da si jih tako veselim. Plus tega se tudi veselim vožnje z avtom, to pa malo opazuješ naravo, kje ustaviš, greš kje pogledat, tukaj so razni rimski ostanki, trdnjave in tako naprej, tako da ful, komaj čakam vse. Tako da spremljajte me še naprej. Če niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. Samo kliknete gumbek naročite se, sekundo vam vzame. Spremljajte me pa tudi na Instagramu, namreč tukaj pa objavljam slikce. Rekel sem, da bom vsak dan vsaj 3 lepe slikce objavil in že zdaj imam par lepih, prihajajo pa še lepše. Tako da nujno pejte na Instagram, pa dajte me tudi tam zaslediti, drugače pa vam povem en sam užitek. Tako da se veselim naslednjih dni. Lep pozdrav v Slovenijo, pa se vidimo mogoče že jutri, najkasnejši pojutrišnjem za novim videom.